kaj me navdihuje, da delam to, kar delam. To vprašanje je prišlo nekako iz udeležencev, ki so se udeležili tega današnjega srečanja, ker nekako niso mogli verjeti, da pri teh letih upravljam recimo to, kar so videli, da sem sproti fotografiral, pa snemal, v bistvu sproti tudi objavljal. Tako da je praktično potek tega srečanja že na Facebooku Janez Platiše. Upam pa, da bo v nekaj urah tudi na Seniorskih novicah in bo v sliki oziroma v obliki fotoreportaže prikazano, kako se da in na kakšne načine živeti, ko si upokojen. Ker takrat je potrebno, da na novo strukturiramo čas. Treba je postaviti nov urnik, treba se je vprašati, kaj bom delal, kaj me zares veseli. Skratka, znajdemo se v nekem praznem prostoru, ki ga je pa treba napolniti. No, mene je že od nekdaj veselila fotografija in pa poročanje v obliki dokumentarnih zapisov in videoposnetkov ali pa fotografij. Tako da sam sebe bi imenoval, da sem dokumentarno reportažni fotograf in tudi poročevalec, v bistvu novinar. Taka srečanja, kakor je to, se mi zdijo koristna, ker ljudi moje generacije ali pa malo mlajše, ampak tiste ljudi, ki se ali upokojijo ali zaradi kakšne nesreče padejo v novo življenjsko situacijo. Ko je treba čisto na novo vse skupaj postaviti. In jaz sem opazil, da moje življenje, odkar sem upokojen, je precej drugačno od tistih upokojencev, ki živijo običajno upokojensko življenje. To pomeni upokojensko društvo, potem so tam razne prostočasne aktivnosti. Na kar jaz sem pa v bistvu ostal zaposlen. In v bistvu to delo je meni hobi in delo. Drugače me pa delo ni utrujeno. Ker to je mene zanimalo, recimo vem, ko sem se pred leti, že kar precej let nazaj, učil preko tretje univerze, pri tem so me podpirali tudi Microsoft in pa RTV, pa Delo, te mediji, da sem bil tam na praksi. To pomeni tako imenovane digitalne tehnologije, fotografiranja, sporočanja, besedil in fotografij. Jaz nisem nikdar računal, da bom kdaj lahko z lica mesta pošiljal v uredništvo filmsko gradivo in pa besedilo. Besedilo ni bilo tak problem, ker smo lahko po telefonu povedali, tam filmsko gradivo je bilo pa problem. Sedaj to delam. In to je res nek napredek. Je pa res, da če hočeš biti nekako vzporedno z mlado generacijo v stiku, moraš osnove digitalne komunikacije ali pa računalništva poznati, drugače to ne gre. Zaradi tega sem bil velikokrat zgled pri tem, da sem jih navdušil, da so lahko potem vnukom pošiljali torej stare mame pa stare očetje fotografije in tako naprej. Tako da jaz imam, kar se tega tiče, zelo dobre izkušnje, tako da tole mentorstvo je meni, kako bi rekel, zelo pametna poteza. Recimo, jaz sem ogromno dogodkov doživel, ko niso verjeli, da pri teh letih jaz to znam narediti. Tako se je dogajalo, da je recimo nek ravnatelj ali pa rečemo direktor šole za odrasle, ko sem prišel tudi na neko podobno srečanje, kot je bilo tukaj, izobraževanje, pa sem snemal v živo prek telefona in potem, ko sem odhajal in ko smo se pozdravila, pa me vpraša ta direktor,
kje ste pa vi to objavili? Sem rekel, gospod direktor, to je že objavljeno. No, in nikoli se nisem predstavljal, da tako obvladate te zadeve. Res pa je, to je mene zanimalo, ta digitalna fotografija, pa digitalni časopis, če tako rečem, spletni časopis. Tako da je mene tako zanimalo, da nisem šel, ne vem kolikrat do 2 sem bil po konci. Če pa šel iz šole, sem potem šel za računalnik. Res pa je, da sem takrat, ko sem hodil v to šolo na 3. univerzi, so me poklicali za sodelovanje onkološke bolnice, pa bolniki, ki sem pripravljen jim pomagati delati, oblikovati to spletno stran in moram reči, da je bila takrat ekipa v uredniškem odboru zelo dobra, od mladega tajnika pa predsednice, ki je prevzela vlogo novinarke, čeprav je bila zdravnica. In to smo delali, to smo bili takrat v bistvu najboljši spletni časopis v Sloveniji. Je pa tako, da je bila to tudi sreča, verjetno so to tudi želeli, da znanje, ki sem ga jaz teoretično dobival v računalniški šoli, sem lahko sproti uporabljal. Tako da sem nova znanja prinesel. Spomnim se takrat, mi smo imeli že tak program, da smo lahko v besedilo vgradili filmski posnetek. Ne da smo sam povezali, ampak prav vgradili. Imeli smo tudi že takrat take programe, vem, da ga je podarila ena tovarna, oziroma farmacevtska tovarna, kako bi rekel, kot za nagrado. No in tako je to. In potem sem postal zelo poznan, sploh nisem se zavedal, da sem tako poznan. In to še sedaj delam. Treba, to je že bolj življenjska filozofija. Jaz določene stvari sem poznal, res še tudi prej določene pa ne. Nekaterim vidim, starejšim ljudem se ne da, da bi se še kaj učili. Tukaj ne gre za šolsko učenje, tukaj gre za funkcionalno učenje, bi jaz rekel. Tega funkcionalnega učenja je pa pri nas premalo. Zelo sem pa pogrešal na današnjem srečanju, glede na to, da smo se pogovarjali o znanju pa o mentorstvu, kako to tudi prodati. In sicer na legalen način. In to je problem, ker do določene mere, se tudi jaz delam to ljubiteljsko, sam do določene mere, ker to tudi ljubiteljsko, če delaš, ni zastonj, in ko te zmanjka tega denarja, moraš tudi kaj zaračunati, če hočeš to narediti. V tem je bistvo. Tako da, recimo, danes sem pogrešal take zadeve, kot so, ali upokojenec lahko odpre, recimo, popoldansko obrt. Recimo, jaz sem imel popoldansko obrt, dokler je bila dovoljena. Ne vem, zakaj se je ukinila. Ne, da bi pri tem izgubil penzion.